Drage gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Univerza. December je tukaj in najbrž že mnogi med vami delate načrte in preštevate denarce za božična darila. Če pa je tudi vam vsakoletno nakupovanje božičnih daril odveč, predlagam, da naslednjih 25 minut posvetite temam, ki z božičkom nimajo prav nobene veze. Ne jemljite nam prihodnosti je peticija, ki so do preteklega tedna podpisovali mariborski študenti. Z njo zahtevajo zakonito in zadostno financiranje javnega visokega šolstva. Peticija, ki so podpisovali mariborski študenti, je osnovana na sklepih skupne seje organov Univerze v Mariboru, na kateri so se pogovarjali o posledicah v letu 2013, ki lahko nastopijo, če bi vlada Republike Slovenije sprejela predviden proračun. Sicer v tem proračunu je minister večkrat rektorjem in študentom povedal, da sledi nadaljnje zmanjšanje financiranja javnih univerz v Sloveniji. In to pomeni dejansko nadaljnje krčenje kontaktnih ur, ukinjanje določenih študijskih programov, posledično pa se sili univerze tudi v vpeljavo šolnin, kar se nam zdi popolnoma nedopustno. Torej, peticijo smo naredili zato, da izkažemo širšo podporo nasprotovanju takim potezam. V primeru, da bo predviden proračun sprejet, je najslabši črni scenarij, ki čaka Mariborsko univerzo, dokaj dramatičen. Ta namreč ne bi bila več sposobna izplačevati plač, kar posledično pomeni, da ne bi bilo ljudi, ki bi izvajali študijske programe. Lahko se naslednje leto znajdemo v neki točki, ko bo praktično brezizhodna na nek način. In skrbi nas vse skupaj, da bo jesenski razpis zaradi tega zelo okrnjen. In skrbi nas tudi, da se bo začelo še glasneje govoriti o vpeljavi določenih prispevkov študentov v obliki šolnin ali drugih. Minister Turk je namreč to na sestanku med upravnim odborom Univerze v Mariboru in njegovim kabinetom že zelo jasno povedal. Sicer pa je Mariborska univerza že v tem letu utrpela kar precejšno škodo zaradi pomanjkanja denarja. Med posledicami je bilo tudi zmanjšanje kontaktnih ur. Ja, kaj se je zgodilo konkretno je to, da so kontaktne ure praktično na večini fakultet zmanjšane na tisti minimum, ki je priporočen s strani bolonjske reforme. Zdaj, mogoče sploh ni smiselno izgubljati besed, da če zmanjšaš število kontaktnih ur iz 900 na 600 ali pa 650, se to pozna nekje, ne? Torej, je manj stika med profesorjem in študentom, torej manj možnosti za podajanje znanja. Da bi govoril o tem, da so izbirni predmeti izbirni samo še na papirju, ker praktično so se zmanjšali na 2 ali 3 na študijski program in tako dalje. No. Mislim, se dejansko pozna, se pa pozna tudi sprememba v klimi akademski, torej z vsemi ukrepi in spremembami, ki so se letos zgodile, tako profesori kot posledično študenti čutimo, da se nekaj dogaja. Tako nekako kar bode v oči dejstvo, da je v popolnem nasprotju po eni strani zahteva po varčevanju, po drugi strani pa zahteva ali pa želja po ohranitvi kakovosti na univerzi. Jaz mislim, da ravno prejšnja skupna seja organov je vsaj meni osebno in tudi tistim, ki so bili prisotni, pokazala, da se nekako prebuja tudi akademska skupnost v smislu, da smo nekako prišli do točke, ko ne moramo več reči, da se bomo prilagajali, ker več ni realnega prostora za prilagoditi se. Ne. Tako da jaz upam, da tudi ta peticija, ki jo podpisujejo tudi zaposleni in pri čemer imamo tudi precej zbranih podpisov zaposlenih, kaže na to, da obstaja neka širša podpora temu, da se dejansko ne sprejme vse. Zagotovo so potrebne določene spremembe oziroma so možne, ampak za vsako spremembo je potreben določen časovni okvir in pa seveda mora biti zadaj postavljena jasna strategija, če pa ni niti enega, niti drugega, potem pa gremo v neko smer, ki si je ne želimo. Jaz sem se odločil za to peticijo, da podpišem predvsem, ker je prav, da imamo vsi enake pravice, torej tudi študente in dijaki, ki bodo prišli za nami, da imajo iste pravice, kot jih imamo mi sedaj. Ni prav, da se njim zmanjša kvaliteta, torej kvaliteta znanja, ki ga bodo pridobili, ki smo ga tudi mi pridobili in zato mislim, da je prav, da smo proti ukrepom, ki zmanjšujejo kvaliteto študija, medtem ko na drugi strani ne razmišljamo o ukrepih, ki bi zviševali to kvaliteto.
Zdaj sem si omenil pravice, ki jih študentje imate in pa ki bi jih naj imeli tisti, ki pridejo za vami. Koliko so bile vaše pravice do kvalitetnega izobraževanja že kršene ali pa česa se najbolj bojite v prihodnosti? Do sedaj, mogoče prejšnja leta ne toliko, ampak predvsem v zadnjem letu opazim, da je predvsem tudi motivacija pri samih profesorjih se s temi vsemi ukrepi zmanjšuje. Predvsem je v tem, ker oni nimajo več pravega tudi delovnega okolja, da bi lahko razvijali svoje znanstveno področje. Predvsem jaz se ne želim, da bi imel samo pedagoga, ki bi me učil o nekih znanjih, ki se jih lahko v knjigah preberem. Jaz potrebujem strokovnjaka, ki mi bo podal znanja, ki jih bom potreboval kasneje v gospodarstvu oziroma mogoče v nadaljnjem akademskem udejstvovanju. To si jaz želim. Pomembno se mi je zdelo podati jasen signal v podporo vsem organom Univerze v Mariboru, da tudi študente stojimo za takšnim mnenjem, da tudi študente smo proti nadaljnjim rezom v financiranju visokega šolstva in s tem rezom v možgane naše države in da smo odločno proti peljavi kakršnihkoli prispevkov študentov, saj vemo iz izkušenj v tujini, da takšni prispevki oškodujejo najšibkejše socialno in jim onemogočijo izkušnjo študija, ki bi jim lahko pomagala do boljše prihodnosti. Zdaj smo v času, ko nekako nihče nima dovolj denarja, ko služb ni, ko tudi realni sektor nekako se bori za svoj obstanek. In ko to nekako sestavimo skupaj, ko študente nimajo več denarja, ko tudi njihovi starši nimajo denarja, ko tudi banke niso pripravljene nekako pomagati z nekimi posili in ko tudi država oziroma vlada oziroma trenutna oblast nekako ne vidi pomena socialne države, se mi zdi, da ta nekako mešanca vseh teh dogodkov vodi v to, da bi velik del sektor, še posebej recimo na vzhodu države, kjer je revščina še toliko bolj izrazita, nekako bi bil oropan te ustavne pravice do izobraževanja. Se torej lahko ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije kar čez noč spremeni v pravico omejeno z denarjem? Bomo videli. S podobnimi težavami pa se ukvarjajo tudi študentje drugje po Evropi. Tako so angleški študenti v mesecu novembru nase opozorili s protesti po celotnem otoku. Na tisoče študentov iz Velike Britanije je povzdignilo svoj glas na londonskih ulicah in opozorilo na dvigajoče se šolnine, reze v izobraževalnem sistemu in slabe zaposlitvene možnosti za mlade. It's very disheartening because you spend all this time at university, you try to gain qualifications, to earn a decent living, and at the end of it, you can end up on the dole. So it's very, very disheartening. People don't know whether they're coming or going, fees going higher, trying to prevent people to get education when people want higher education. It's sort of a downward spiral because if they don't have education, they can't go on to jobs that they do want. So yeah, it's downward spiral. Rezi v izobraževanju so tako tudi v Veliki Britaniji del varčevalnih ukrepov, ki naj bi zmanjšali državni primanjkljaj. Getting pathetic now. We're struggling to learn without the stuff we need. I just think that making students pay for their education is wrong, because education is a fundamental right for students, and it benefits not only students but wider society as well. And I just think that it's not the right way to go about doing it. Shod je v primerjavi s tistim v letu 2010 potekal dokaj mirno, čeprav se je med protestniki vendarle našlo nekaj takih, ki svojih čustev niso brzdali. Univerzitetna knjižnica v Mariboru je ena tistih ustanov, ki druži in združuje mlade, željne znanja in širjene obzori. Sredstvi, ki jih ima na voljo, poskuša zadovoljiti želje in potrebe njenih uporabnikov. Kljub temu pa se, tako kot številne izobraževalne ustanove v Sloveniji, tudi sama srečuje z mnogimi težavami. Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise, človeške misli in kreativnost ter zagotavlja dostop do le-teh.
Spodbuja in podpira intelektualno rast in uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstveno, raziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Ob vsem tem pa je zbirališče mladih intelektualcev, dijakov in študentov. Teh je v knjižnico od 15.500 uporabnikov včlanjenih kar 65%. Naš cilj je, da bi to povečali vsaj na 80%. Nezanemarljivo pa je, da imamo veliko vpisanih tudi dijakov mariborskih srednjih šol. Kot potencialnim bodočim uporabnikom se posvečamo s posebno pozornostjo in sicer z informacijskim opismenjevanjem, načrtovanim, sistematično vodenim. Zakaj prihajajo v našo knjižnico? Ker se skušamo prilagajati temu, da knjižnica ni več samo izposojevališče, ampak postaja tudi prijeten prostor druženja, izmenjave mnenj in tako naprej. To je tisto, kar želim, da nas dela posebno. Knjižnica bo v letu, ki prihaja, praznovala 110. obletnico obstoja in 25. obletnico, odkar se je knjižnica preselila v sedanjo stavbo. Ta stavba je bila načrtovana za takratno knjižno produkcijo za obdobje 20 let. Zdaj, ko se knjižnica približuje že milijonti knjižnični enoti, so njihova skladišča popolnoma napolnjena, tako da knjige ob pomanjkanju primernih prostorov ležijo kar po tleh. Ta lokacija v središču mesta je za našo arhivsko funkcijo predraga in na vsak način v naslednjem kratkem obdobju moramo najti nadomestno hranilišče za to našo arhivsko funkcijo. To pa je le ena izmed težav, s katero se uporabniki in zaposleni v knjižnici srečujejo. Druga je zaključek prenove univerzitetne knjižnice, namreč 2008. smo samo delno prenovili bioklimatske pogoje, tako da so pogoji v 3. nadstropju v veliki čitalnici za študij poleti zelo neprimerni, zelo je vroče in to si želimo, da bi to prenovo zaključili, tudi zato, da bi racionalizirali energetske stroške in te stvari. Alarmantno pa je tudi pomanjkanje denarja. Če smo lani lahko kupili 5000 knjig ali enot gradiva, smo letos lahko samo 500 enot. To je pa tak padec, da skušamo premostiti te stvari z nakupom elektronskih virov, tem dajemo poudarek in pridobitev letošnja je zbirka elektronskih knjig eBrari. To je 77 000 elektronskih knjig za vseh področij, ki jih Mariborska univerza študijsko in raziskovalno pokriva. Kljub vsemu pa se trudijo, da ohranijo primeren nivo in ponudbo. Jaz mislim, da ob knjigah najdete tudi prijazne knjižničarje, tiste, ki se dan za dnem trudijo za naše uporabnike. Tudi po naših anketah o zadovoljstvu uporabnikov lahko rečem, da so naši uporabniki z našim delom zadovoljni. To pa vsekakor pomeni za nas obvezo, da bo tako tudi vnaprej. Kljub izredni krizi, to moram poudariti, čeprav se obisk knjižnice veča, nič ne upada z elektronskimi viri, pa je denarja za knjižnice vedno manj. Kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru pa tudi z njo sodelujejo dobro. Pred 20 leti je Mariborska univerza že vzpostavila zametke dobrega knjižnično-informacijskega sistema. To pomeni, da se knjižnice fakultet članic in osrednja knjižnica sestajamo na mesečnih sestankih, kjer recimo poenotimo stališča glede skupne izkaznice, glede knjižničnega reda, koordiniramo nabavo. Naša knjižnica kot osrednja v bistvu nabavlja vse elektronske vire za celotno univerzo. Vsekakor knjižnice na članicah morajo ostati, ker so baza za učitelje in za študente, so pa določeni postopki in določene storitve, ki bi jih v duhu racionalizacije mirno lahko združili. Knjižnica ponuja tudi kar nekaj skritih zakladov. Tako ob Maistrovi knjižnici v njej lahko najdete dragocenosti, ki jih ob posebnih priložnostih na ogled dobijo tudi obiskovalci.
Ustanovili so tudi klub prijateljev UKM, ki ima že 60 uglednih članov, ki moralno in nematerialno podpirajo obstoj te knjižnice. Konec meseca novembra so v mariborski tovarni podjemov odprli startup Geek House, ki bo pomagal številnim inovativnim podjetjem, med njimi tudi podjetjema Innova IT in Drugi vid. Drugi vid, ki je letos prerasel podjetniški inkubator, razvija pametne telefone za slepe in slabovidne. Eden izmed članov ekipe, torej Tine, ima mamo, ki ima hude težave vida. In po drugi strani imamo pametne telefone, ki imajo vse možne senzorje in so v bistvu zelo zmogljive naprave in nam je samo kliknila. V bistvu ni še dejansko na trgu, ampak imamo pa okrog 10 testnih uporabnikov, kateri full-time uporabljajo našo rešitev. Zaposlujejo 5 oseb, podružnico imajo v Londonu, saj bi radi prodrli na otoški trg. Tudi Innova IT zdaj 21 zaposlenimi posluje v tujini. V tujini so plačilni roki dejansko vedno, ni nekih zamikov. Ukvarjamo se predvsem z razvojem mobilnih aplikacij in pa tudi v bistvu na vseh različnih nivojih, od entertainmenta do iger, do poslovnih integracij in podobno za vse mobilne platforme. V spodbudnem okolju v Geek House, kjer je prostora za 10 nadarjenih posameznikov, naj bi mladi v nekaj mesecih razvili dobro poslovno idejo. Te mlade talente ne samo, da jim ponujamo prostor, infrastrukturo, ampak tudi tako tehnološko kot tudi poslovno svetovanje, da se razvijajo v smeri svojega lastnega startup podjetja. Pogoj za vstop v Geek House je formirana ekipa in pa jasna neka podjetniška ideja. Za preboj inovativnih študentskih pobud med komercialno zanimiva podjetja so pomembna tudi tekmovanja. Za pospeševalnik idej eTime je rok za prijavo 15. december, za mednarodni Imagine Cup pa do februarja prihodnje leto. Mi smo kulturno društvo Stična. Letos smo v okviru društva organizirali že 13. mednarodni festival Stična. Kulturno društvo Stična sestavljajo predvsem mladi člani, večina študenti, dijaki. Festival Stična nastoji leta 2000. V bistvu je nastal iz neke ustvarjalne energije, ki jo smo imeli v takrat gledališki skupini Drzne in lepi. Mi smo se začeli kot študente ukvarjati s gledališčem, doživeli smo nekaj uspeh in potem smo v bistvu na krilih teh prijateljstva in uspehov začeli tudi neki večji prireditvi, ki bi v bistvu ne bila samo lokalnega značaja, ampak širše prepoznavna. Takrat tudi ni bilo več toliko tega dogajanja, kot je danes, smo bili kar malo pionirji na tem področju. Festival je želel promovirati dobro, kakovostno amatersko produkcijo, potem vedno popeljemo kakšno bolj znano ime, zato da tudi lažje nekako festival sfinanciramo in da malo druge dodatne publiko pritegnemo. S festivalom si pomagamo graditi mednarodno kulturno mrežo, kar pomeni, da vsako leto probamo povabiti 1-2 podobne skupine iz tujine, s katero potem želimo graditi dolgoročno sodelovanje. Nenazadnje pa festival želi pomagati domačim, mladim perspektivnim umetnikom, da se lahko predstavljajo v bistvu v mednarodnem okolju. V okviru društva delujejo 3 gledališke skupine, otroška, mladinska in odrasla, folklorna skupina ter 2 pevske dejavnosti, to je Oktet fantov Stična ter Zboralika, mešani pevski zbor. Fokus festivala je vedno posebej v galerijskem delu, ki ga pripravljamo za sodelovanje z Muzejem krščanstva na Slovenskem v teh veličastnih prostorih, je vedno prav pomagati tudi mladim študentom, tako da že večkrat smo gostili študente akademij. Letos imamo študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, smer unikatno oblikovanje. Ta moja inštalacija je nastala zelo spontano. Bila sem na potovanju na Norveškem in sem videla ta bršljan, ki valovi v vetru. In potem sem dobila idejo, da to prinesem domov v video in sem vključila še ventilator in to je to. Nekako sem združila video in keramiko. To je že starejših projektov, ki ga nekako vedno znova postavim v neki novi postavitvi. Naslov dela je This is my space and this is your space. Torej, to je moj prostor in to je tvoj prostor.
razdeljeno na 2 kroga in potem z kontinuiranim risanjem v bistvu nekako dajem sporočilo, da je vse naš prostor, ne. In tukaj je pač ena interakcija tudi z obiskujočimi, ki lahko vržejo svoj del prostora. Ko smo se zmenili za to razstavo, da jo bomo postavljali, smo v bistvu imeli idejo o tej razstavi Keep Yourself Busy, ki je bila postavljena že prej 2-krat na drugih lokacijah, enkrat v Gorici pa v Mariboru. In ko smo videli ta prostor, smo ugotovili, da tista postavitev ne bo mogoča, tako da smo začeli iskati nove rešitve in tako smo našli neka okna, ki so se nam zdeli blazno zanimiva. Okna imajo že samo po sebi neko simbolno vrednost pa tako. In smo se ukvarjali, smo se odločili za to novo postavitev v tem prostoru. Se nam zdi, da blazno, da kar paše v ta kontekst samostana vse. Dali smo jim zavese in tako mogoče malo na to slovensko skrivanje za zaveso, hkrati je lažje opazovati mogoče tistega od zunaj, sam si nekako zakriti in zato smo jim dali te zavese gor. Delo se imenuje Brightalk, v bistvu gre pa za to, kar je mikrofon in v bistvu, ko govoriš mikrofon, se namesto zvoka, ko ga slišimo, se to pretvori v svetlobo in pač res nekaj govoriš, več lučk se prežge zaporedno in v bistvu to je čisto za izkušnjo se gre, to je to mislim. Mogoče bi še izpostavil 8. december, ko praznujemo Prešernov rojstni dan, ta veseli dan kulture. Takrat bomo imeli solistiko in takrat prihaja tudi banda Berimbau, ena bolj prepoznavnih brazilskih in afroameriških skupin v srednji Evropi. Tako da zaključujemo festival v ritmu sambe, v ritmu bossa nove. Tako, spet smo pri koncu oddaje in ponovno vas v našo družbo vabim čez teden dni. Do takrat pa se imejte lepo in ne izropajte preveč vaših prašičkov z denarjem. Nasvidenje.